19. novembra se je svečano otvoritvi v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pričel 29. slovenski knjižni sejem, katerega vodilna misel je letos bila: če ne bomo brali, nas bo pobralo Toneta Pavčka. Kot je uvodoma dejal predsednik upravnega odbora GZS, Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, se z gospodarsko krizo spopada tudi založništvo in dodal: Lahko rečem le, da me veseli, da smo zbrani v skoraj enakem številu kot lani. Optimizem vliva tudi dejstvo, da je vlada že potrdila zakon o enotni ceni knjige, ki smo ga predlagali na Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev. Zakon seveda še zdaleč ne bo odpravil vseh naših težav, je pa pomemben korak k urejanju slovenskega knjižnega trga, k zaščiti kakovostne knjige in knjigarne. Častni gost sejma, ki je odprl letošnjo prireditev, je bil odlični ameriško-britanski mladinski pisatelj Patrick Ness, avtor tudi v slovenščino prevedenih knjig 7 minut čez polnoč in trilogije Hrup in kaos, ki so izšle pri Mladinski knjigi. Because books are the most powerful weapon you can hand to the young. Because they'll show you the world beyond and how you might live in it. They allow possibility. And once possibility gets into your life, there's no telling where you might go. Na vprašanje, ali se kdaj boji, da bodo ljudje prenehali brati, je odločno odvrnil. No. We've always read. The death of the book has been announced for decades and decades and decades because film was going to kill it, TV was going to kill it. No, whatever form that might take, no, we'll always read. In na svetu sem mladim bralcem, ki bi radi postali pisatelji. It's harder than you think, but write a book that you want to read yourself. Na otvoritveni slovesnosti so podelili 3 nagrade knjižnega sejma. Nagrado za najboljši literarni prvenec je prejel Jasmin B. Frelih za roman Na pol, ki ga je izdala Cankarjeva založba. Kot je zapisano v obrazložitvi žirije, je Frelihova pisava kompozicijsko in jezikovno okretna, predvsem pa prinaša nov in silovit generacijski glas. In načrti? Pišemo dalje. Priznanje za najboljšo mlado prevajalko je Komisija Društva slovenskih književnih prevajalcev podelila Ani Jasmini Oseban, ki v zadnjih letih opozarja nase z vsestransko prevodno literarno produkcijo od proze do poezije. To je veliko priznanje za dosedanje delo in vsekakor spodbuda za naprej. Lavreat Šventnerjeve nagrade za pomemben prispevek slovenskemu založništvu in knjigotržstvu pa je Jože Zupan, ki je v programski knjižici sejma zapisal: Ne strinjam se, da ni časa za branje. Časa je toliko, kot ga želiš posvetiti temu potovanju. Saj je še toliko knjig, ki jih je treba prebrati in se z njimi bogatiti. Bralna značka ima posebno poglavje v vašem življenju. Kaj vam pomeni? Življenje samo, bi lahko rekel. Več kot 42 let sem v srednjem odboru in če bi se moral odločiti, da bi šel, bi bilo tako, kot da bi se nasilno moral odseliti z tega planeta. Komisija za najlepšo slovensko knjigo je letos vse novo izdane knjige ocenjevala kar na razstavnih prostorih posameznih založb. Laskavi naslov je pripadel knjigi FAO 3712 Divji Jadran Klemna Koširja, ki jo je oblikovala in ilustrirala Barbara Ogrič Markeš. Gospodarska zbornica Slovenije je na sejmu svoje knjižne produkte tokrat predstavila na posebni stojnici, ki je bila vse dni dobro obiskana. Med drugim je na zborničnem razstavnem prostoru hrvaški pisatelj in gastronomski strokovnjak Veljko Barbieri predstavil svojo posebej za slovensko izdajo prvič pripravljeno kulinarično literarno mojstrovino Drobtinice z mize, ki je izšla pri založbi Didakta. Na stojnici GZS pa je bila prvič podeljena tudi nagrada za najboljšo poslovno knjigo, ki jo je prejela založba Umko za prevod dela Poštena resnica o nepoštenosti. Se nam zdi izjemno pomembno, da obstajajo slovenski prevodi, da obstajajo slovenski avtori, ki pokrivajo tematiko poslovne narave. Na 29. knjižnem sejmu se je letos na 2500 kvadratnih metrih površin predstavilo 100 razstavljavcev z več kot 1500 novimi knjigami. Okoli 50 000 obiskovalcem je ponudil tudi skoraj 200 spremljevalnih dogodkov, od predstavitev, pogovorov, podpisovanj knjig, podelitev nagrad do koncertov in odrskih predstav.